Sigurno se spominjate sošolca, ki ste ga v srednji šoli pogosto zmerjali z besedo piflar, ker je bil pač vsem najboljši in vam je šlo to malo na živce, ne pa toliko, da ne bi hoteli biti v njegovi družbi. No, Passat je zame tak piflar med avtomobili. Prepričan sem, da so inženirji pri tekmecih kakšno noč ali pa dve slabo spali, ko so videli, kaj je Volkswagen spet ponudil kupcem. Sploh v takšni različici z najmočnejšim dizelskim motorjem, ki premore 240 konjev, 4-kolesnim pogonom in z menjalnikom, ki predstavlja namesto vas. Zelo prepričljiv paket, sploh zunaj. Vsaka nova generacija je ravno toliko bolj drzna, da je opazna, no mimoidoči za tem dobesedno buljo. Zelo ostre linije ima, zadaj 2 izpuha, spredaj pa te LED luči, ki same prilagajajo svetilnost glede na vašo hitrost. In zunaj itak izgleda totalno moderno. Znotraj je bolj umirjen, na hitro celo deluje enak kot stari, ampak me je naš snemalec Miha, ki vozi prejšnjo generacijo, hitro opozoril, da so te reže sedaj potegnjene čez celotno širino, da so ta stikala drugačna in da je volan spremenjen. Kakorkoli že, če notranjost na videz deluje enako, kar ni nujno slabo, ker je ergonomsko dodelana in kakovostna, lahko povem, da je bistveno bolje izdelana. Zdi se, da so materiali boljši in debelejši in da bo po nekaj letih bistveno manj škripanja. Celo prostora, ki ga v Passatih nikoli ni bilo malo, je sedaj več. Predvsem, ker nova platforma omogoča kar 8 cm daljše medosje, tako da bodo potniki zadaj sedaj še bolj zadaj. No, v nečem notranjost vseeno ni enaka, le približno 2400 € morate biti pripravljeni doplačati za te ogromne digitalne merilnike z diagonalo kar 31 cm. Se spomnim, ko sem bil v mulcu v dnevni sobi, televizija ni bila toliko velika. Tako dragi so zato, ker zraven dobite še navigacijo, ki se potem prikazuje tule vmes, poleg vseh ostalih podatkov seveda, je zelo pregledna in tudi pogleda ni treba odmikati daleč od ceste. Ni poceni tole, ampak sam bi tak sistem vsekakor vzel, ker me ne moti, da ponoči tudi pri najmanjši svetilnosti sveti preveč in da se ob močnem soncu na te merilnike ne vidi dobro. Večina slovenskih kupcev se bo sicer odločila za polovico cenejšo različico s sprednjim pogonom in 110 kW motorjem in z manj asistenčnimi sistemi. Tega nam je uvoznik dal predvsem zato, da pokažemo, kaj vse Passat zmore ponuditi. Ja, tale stane skoraj 50 000 €, kar je ogromno, je pa prepričljiv, zelo prepričljiv. V bistvu me moti samo to, da je 2-litrski turbodizel pač tipično glasen, vse ostalo je brezhibno. 4-kolesni pogon deluje vrhunsko in 240 konjev konkretno izstreli avtomobil z mesta. Jasno, če ima pa 2 turbini. Še bolj se to čuti pri prehitevanju, ko 500 Nm navora pošteno porine hrbet v naslonjalo sedeža, sploh, ker je 7-stopenjski menjalnik DSG iz Audijev zelo hiter. Zgolj za primerjavo, tale Passat do 100 pospeši hitreje kot Golf GTI, porabi pa manj. Na testu je porabil manj kot 8 litrov, kar je glede na moč in pogon precej prepričljivo. Je pa vozniško Passat predvsem uglajen, tole ni nikakršen športnik. Lega je sicer dobra, predvsem pa zanesljiva in ob pretiravanju Passat podkrmili. Nagibanja sicer ni preveč in znotraj je vse tiho, je pa na naših slabih cestah občasno pretrd, sploh na avtocestah. V obupnem štajerskem tunelu Pletovarje tako skače, se ti zdi, da boš kar poletel. Mogoče malo pretiravam, ampak s temi nizkopresečnimi pnevmatikami se kar pripravite na masažo. Sicer pa je tole odlična poslovna limuzina za tiste, ki ste ogromno na avtocesti. Če mora biti karavan, ki je meni dejansko še bolj všeč, boste zraven dobili še ogromen prtljažnik, 650 litrov meri. Mislim, če pa to ni dovolj za dopust. No, zadnjič sem po dolgih letih srečal piflarja iz uvoda. Danes ima dobro plačano službo in je nasploh uspešen, tako da si lahko kupi takšnega Passata. Ampak se mi je zdelo, da mu je nekam dolgčas v življenju in zdaj ne vem, če bi si kupil tak avtomobil, ker je dolgočasen in brez idej, ali pa zato, ker ima rad mir v avtu. Tudi jaz imam rad mir v avtu, sploh, ko se mi tam mali derejo. Na srečo se tukaj derejo precej daleč zadaj, kot sem že rekel. Mogoče pa Passat tudi zame, čeprav nisem bil piflar. No, mogoče ima.